N1 podcast s Suzano Lovec. Lep pozdrav, drage poslušalke in poslušalci, gledalke in gledalci. To je prvi daljši pogovor Laibacha po izvedbi slovitega komada Oj Triglav moj dom na otvoritvenem večeru Planice. Izvedbi, ki je pred dnevi prevzela Slovenijo. Danes je prišel ven še spot. In to je prvi daljši pogovor Laibacha po odpovedi koncerta v Ukrajini, koncerta, o katerem je pisal ves svet in koncerta, ki se ne bo zgodil. Ivan Novak, ustanovni član, strateg in usta Laibacha. Dober dan, pozdravljeni. Lep pozdrav. Govorila bova o Laibach širše in daljše, ampak najprej začniva na koncu. Da špil iz torej aus. Ni nujno. Kako ni nujno? Pa mislim, mi zares puščamo vrata odprta. Če bo kakšna možnost, da gremo v Ukrajino, bomo šli. Nikoli se stvari zares ne zabetonirajo, ne? Čeprav mogoče tako zgleda. Ne bomo se pretirano trudili okoli tega, ampak če bo obstajala kakšna možnost, da gremo tja in da izkažemo seveda našo recimo podporo ukrajinskemu narodu v teh časih, bomo to storili. A pa se je v zadnjih 2 dneh kaj zgodilo, da to rečete? Se je kdo drugi, kakšen drug organizator javil? Zakaj pravite, da ni še? Zaenkrat ne, dogaja se seveda konstantno. Situacija se lahko zamenja. Mislim, to je pač, kar se je zgodilo v zvezi z Ukrajino. Gre za v bistvu za serijo nesporazumov in mislim, da tudi v nekem smislu razgretih glav. Mogoče se pa te stvari lahko postavijo na svoje mesto s časoma in se pravi, mi smo pripravljeni, da seveda naredimo to gesto, ki se nam zdi v nekem smislu pač v tem času in tej situaciji etična, ne bomo pa se silili. Ampak kakšnih nesporazumov? Zdaj, vi ste rekli, da obžalujete, da tega koncerta ne bo, a da se ne nameravate odpovedati ruski kulturi, umetnosti, tistemu, kar je dobrega. Organizator pa je pojasnjeval, da od tega od vas ni zahteval. Zato pravite, da gre za nesporazume. Ampak kakšne nesporazume? No, mislim, ne bi sicer rad govoril čez organizatorja, ne, ampak mislim, da je bil mogoče malo nedorasel situaciji. Mi smo se z njim pogovarjali 3 mesece, predno smo se odločili, da gremo z novico o koncertu v javnost. Ne. Prosili smo ga, da preveri situacijo v zvezi z nami in nasploh situacijo, če je ta koncert možno izpeljati. Njega smo prosili za osnovno informacijo o koncertu, ki bi jo lansirali pač po medijih, po svetu. On jo je sestavil, mi smo jo samo v bistvu prevedli in lansirali. Skratka, ta informacija, da bi bila prva skupina tuja in tako naprej, to je prišlo z njegove strani, ne z naše strani. Ne? In ta informacija seveda ni točna, ker so se menda v Kijevu že vrstili neki koncerti nekih skupin. Jaz jih ne poznam, ampak se ni bistveno. Mislim, tudi mi ne bi šli tja zato, da bi bili prvi. Ni bil to naš namen. Druga stvar je seveda, ko je informacija o koncertu prišla na plan, so bile pač hude reakcije, predvsem na socialnem omrežju, zaradi pač nekih naših stališč v zvezi z možnih razlogih za to vojno. Seveda glavni razlog je seveda agresija Rusije, ki je vkorakala na ukrajinski teritorij in tako naprej. Ampak obstaja seveda tudi neki zgodovinski, geostrateški razlogi, ki pa so tudi zanimivi za razmislek. Ne? In mi smo o teh stvarih govorili, na kar je seveda na socialnem omrežju završalo, da nismo iskreni v svojih stališčih, da ne podpiramo zares Ukrajine, da smo proruski, kar seveda absolutno ni res. In je organizator od nas zahteval dodatno izjavo, kjer se brezkompromisno postavljamo na ukrajinsko stran, kar smo tudi storili. Spet smo njega prosili za tekst, ki bi bil primeren
In to je tudi storil, pač nam je dal določen tekst in je tudi rekel, lahko ga seveda tudi po svoje oblikujete, mu kaj dodate. In to smo storili. Mi smo rekli, čeprav pač imamo radi oziroma cenimo rusko umetnost in umetnike, kot je, ne vem, Dostojevski, Čajkovski in tako naprej, smo v primeru te vojne popolnoma in absolutno na strani Ukrajine. In to je bil spet seveda problem, ker razumemo, Ukrajinci so v teh časih neracionalni, ne? In pač sovražijo vse, kar je rusko. In to je tudi organizator v nekem smislu izpostavil, da smo storili napako, ker smo to omenjali in da pač smo sami krivi, ker so reakcije bile takšne, kakršne so bile, hude, čedalje hujše, čedalje bolj agresivne in je pač zaradi varnosti se odločil, da koncerta ne bo. Ampak v resnici je vtis, da je verjetno to, kar je sprožilo v Ukrajini te burne polemike, ne, in to, čemur on pravi, organizator, nerazumevanje Laibacha za razlogov za vojno, so verjetno izjave, med drugim recimo za Guardian Laibacha, o tem, da naj bi bil ta konflikt cinična proksi vojna za geostrateške interese supersil in finančnega kapitala. Kar se včasih, ko v bistvu je država napadena, ko se branijo, verjetno res slišati zelo napačno. Pač zdi se, kot da ta izjava, ne, če je na tak način umeščena, kratko kot nek soundbite, verjetno res izpade, kot da nekdo odgovornost iz agresor mu jemlje odgovornost, no, del odgovornosti. Se strinjam, mogoče to z naše strani ni bilo najbolj pač taktično, ne? Ampak imamo pa seveda pravico do svojega mnenja in tudi v Ukrajini, ne glede na situacijo, kakršni so, ne morejo pričakovati, da bomo pač vsi govorili enako, isto, skratka, da pristajamo na nek Gleichschaltung. Ne. Mi pač lahko imamo tudi napačno mnenje. Ne glede na to, da pač seveda podpiramo pravično borbo Ukrajine v tej vojni. Lahko se motimo, ampak to ne bi smel biti razlog, seveda, da mi ne bi smeli v bistvu v nekem smislu, recimo vsaj v kontekstu umetnosti, izkazati to neko našo podporo, ki je bila pač poštena, odkritosrčna in res je pač izhajala iz tega, da smo na nek način želeli pokazati našo solidarnost do Ukrajincev. Ne? Ukrajinci so nas večkrat vabili v Ukrajino, tudi večkrat smo igrali pred vojno tam. Delno poznamo situacijo, poznamo tudi delno njihov karakter. Smo spremljali, kaj se dogaja v Ukrajini. Ne? Naš pomislek je pač samo ta, da stvar ni tako nedolžna tudi v nekem širšem kontekstu. Tu se predvsem nanašamo na neke teorije, na knjigo recimo ameriškega diplomata poljskega rodu, Zbigniew Brzezinski, ki je pred 25 leti objavil knjigo The Chessboard, kjer zelo jasno definira v bistvu ameriške interese v pač Ukrajini. Se o tem govorim, ne, da v bistvu nihče se noče reči, da katerakoli stvar v mednarodnih odnosih obstaja v nekem vakuumu. Seveda obstajajo mednarodni odnosi, ki so bili prej, seveda obstaja geopolitični položaji, ki se spreminjajo, mednarodni odnosi, ki se spreminjajo, ampak v besedi, ko na ljudi padajo bombe, ko ljudje umirajo, ko so kršene človekove pravice, ko gre za vojne zločine, nekaj takega, kot je geopolitika v nekem soundbiteu, se pravi, je logično, da ljudje verjetno so zrevoltirani ali pa da nekateri pač ne želijo, da pridete. Se strinjate? To se strinjam, ampak ne glede na to, da seveda Ukrajina ta trenutek želi vso možno podporo Zahoda, Amerike, NATO in tako naprej, ne sme pač iti v te svoje zahteve naivno, mora biti vsaj pripravljena, da pa mogoče v zadnji ni čist iskrena
igra. Mislim, Brzezinski je diplomat, ki je zakuhal, dobesedno zakuhal destabiliziranje in vojne, ki so se dogajale v Afganistanu. Za svojo pač neko geopolitiko v kontekstu svojega služenja, recimo ameriški diplomaciji. Ne. To ni skrivnost. S tem se je tudi sam pohvalil večkrat in nikoli ni pokazal kakšnega obžalovanja. Skratka, on ve, kaj govori. Ni na nas, mislim, konec koncev so to bili neke izjave iz nekih intervjujev, ki so se zgodile bistveno prej. To je pač naše mnenje. Kar se tega tiče, mi vseeno podpiramo Ukrajino, maksimalno. To razumem, ste večkrat povedali, tudi v tem pismu napisali. A v tem javnem pismu, ki so ga v javnost dali bivši predsednik Milan Kučan pa Danilo Türk, Ivan Novak, ki je podpisan, ste vi? Lahko bi bil jaz, mogoče sem, ne vem, Ivan Novak je tako univerzalno ime v Sloveniji, da mogoče je tudi kdo drug. No, ampak ali ste? Ni to podpis Laibacha. Aha, ni podpis. Če me to sprašujete. Aha. Ker dikcija v bistvu je bila zelo, o tej posredniški vojni je bila zelo podobna in tudi to pismo je naletelo v Sloveniji tudi na kar nekaj kritik v smislu, da se da skuša vzroke za vojno relativizirati in odgovornost Rusije, Putina relativizirati, kar bi bilo pač napačno sporočilo. Eden od argumentov je bil, da pač pismo ni bilo naslovljeno na Putina, ki je tisti, ki naj bi bil v bistvu glavni krivec v tej... Ki je glavni krivec. Ja, ki je glavni krivec v tej zgodbi. Bilo je naslovljeno tudi na njega. Mislim, da je bil celo prvi v samem naslovu izpisan. Ne? Je pa seveda res, da v kontekstu tega, da je ta vojna mogoče širša kot izgleda, ne? Da je to stvar, o kateri treba tudi v širšem kontekstu reševati pač zgodbo. Slej ali prej se bo preselila kompletna zadeva za pogajalske mize, ne? Slej ali prej, zdaj samo vprašanje časa, kdaj. Predvsem se to pismo nanaša na Evropo in njih poziva v bistvu zaustavite vojno v Ukrajini, zato je naletelo tudi na take kritike. Ne vem, če se nanaša samo na Evropo. Nanaša se na vse odločujoče faktore v tem spopadu. Ste tako razumeli? Ja. Okay. Skratka, če bo prišlo do tega koncerta, kot pravite, ne izključujete možnosti, bo to še vedno humanitaren koncert, takšen je bil namreč vaš načrt, da bi sodelovali humanitarno, vi bi sodelovali brezplačno, bi šlo potem za tak koncert tudi v tem primeru? Takšen je bil naš namen. Mi smo sicer slišali, da je organizator postavil cene stopnicam na, mislim, da celo 20 €, nekaj v tem smislu, kar je precej drago za Ukrajino, ne glede na to, da smo ga opozorili, da mi honorarja od tega koncerta nočemo, oziroma naj gre honorar v humanitarne namene. Mislim, da je 20 € za Ukrajino v ta moment precej visoko. Ne? Skratka, kaj naj rečem? Ampak v vsakem primeru naša osnovna intenca je bila seveda, da se honorarje odpovemo in da po možnosti pomagamo recimo živalim, ki so tudi žrtve te vojne. In še enkrat, Ukrajince, ki so napadeni, podpirate, to ste dan že večkrat rekli. Ne? Absolutno jih podpiramo, absolutno brezrezervno jih podpiramo, ne glede na seveda ozadja, možna ozadja. In različne geostrateške interese absolutno ima seveda Ukrajina kot suverena država vso pravico, da se brani po vseh mednarodnih podpisanih pogodbah in tako naprej. V pesmi oziroma himni Rusija z albuma Folk iz leta 2006, Laibachov album je to, je med drugim tudi vers Arise, prisoners of starvation. Kaj pa v tem trenutku, povedali ste, kaj želite Ukrajincem, da jim želite vse dobro, da jih brezrezervno podpirate, kaj pa želite ruskemu narodu? Tukaj je tudi treba verjetno ločevati med državo, voditeljem te države in ljudmi. Kaj želite ruskemu narodu? Že takrat ste govorili Arise, prisoners of starvation. Mnogi od njih so dejansko ujetniki lastne države, mnogi so proti vojni. Ja, precej jih je. Tudi po zaporih jih je precej, ne? In mislim, da je mogoče situacija v neki civilni sferi, recimo
saj mogoče tej malo bolj razmišljujoči sferi v Rusiji ta moment mogoče precej težja kot v Ukrajini. Ne. V Ukrajini saj pač lahko iskreno izražajo svoje stališča, ne, in se lahko borijo za svojo državo, kar je logično. Medtem ko v Rusiji to ni možno. Ni možno biti. Ta moment je menda situacija res huda, ne, in je življenje tam v veliki meri bistveno težje. Je vaša želja torej še vedno kot leta 2006, recimo, če jo prevedem v besede, naj vstanejo, rise? Seveda, mislim pač, to je šlo sicer za nek projekt, ki je iz leta 2006, to so predelave nacionalnih himn, ki so v nekem smislu največje pop skladbe v posameznih seveda kontekstih in državah in tako naprej. In predvsem smo zbrali države himne tistih držav, ki so imperialne, imperialistične po neki definiciji, in Rusija je seveda med njimi. Ja, pač Rusija je velika in je kompleksna in je komplicirana in mislim, da se lahko v Rusiji še marsikaj zgodi. Mnogi so se ob teh dogodkih glede koncerta, ki ga zdaj ne bo ali pa bo v Ukrajini, spomnili na Sarajevo leta 1995, ko ste v okupiranem Sarajevu novembra dvakrat koncertirali. 20. in 21. novembra 1995 ste Neue Slowenische Kunst tam razglasili NSK državo Sarajevo. Nekaj 100 potnih listov ste takrat izdali Sarajevčanom. Kako se spominjate tistega obiska in tistih koncertov v Sarajevu? Ja, mislim, seveda, to je bilo mogoče celo precej podobna situacija kot ta v Ukrajini, s tem, da seveda da je Ukrajina bistveno večja od Bosne, ampak potovanje v samo Sarajevo je bilo blazno zanimivo. Mi smo takrat šli z nekim konvojem, sami nikakor ne bi mogli, ampak z konvojem Unproforja, v spremstvu Unproforja, čez hrvaški teritorij, takoj po Oluji, kjer je cel tisti predel Hrvaške okoli Knina in tam na okolje, seveda to je vse gorelo. To je bila res pač vojna situacija, ne. Hiše so gorele in prišli smo v Mostar, ki je bil popolnoma razrušen, strašno razrušen, in bilo je seveda en kupenih barikad in paradržavnih mejnih kontrol, skozi katere smo morali iti, ne. S tem, da nikoli nismo vedeli točno, nas bojo spustili ali nas ne bojo spustili. Šli smo preko zime, preko Igmana, kjer je bilo en kupenih razbitin avtomobilskih in skratka nekako smo prispeli v Sarajevo, ki je bil tudi seveda precej porušen in priluknjan. In ne glede na to, je bilo življenje v nekem smislu Sarajevo pač legendarno sproščeno, ne. Ne v samem mestu, ampak v druženju z ljudmi. V glavnem smo se družili po nekih večjih kleteh in tako naprej. Ampak naš koncert se je zgodil v Srbskem narodnem pozorišču, ki je bil ena redkih ohranjenih stavb v centru mesta. Zgodil se je na veliko, pač dvakrat smo igrali. Prvi koncert se je zgodil še v vojni, kjer nihče od Sarajevčanov ni verjel v to, da bo vojna konc, skratka, da bo to premirje trajalo. Drugi koncert se je zgodil pa, mislim, da 1 uro ali pol ure po podpisu Daytonskega sporazuma, ne, ki je v nekem smislu prinesel res neko srčno evforijo v mesto, čeprav so imeli rezerve, da tudi to ne bo obstalo, ampak so se pa veselili nad samim koncertom, ki je bil, ta dva koncerta sta bila dva največja javna dogodka v Sarajevu med vojno, ne. Mi smo takrat tudi vprašali organizatorje, a je problem, če igramo Marš na Drini, skladbo, in so rekli, organizatorji sami so odločili, in smo se odločili, da jo igramo, našo priredbo Marša na Drini, ne glede na to, da so bile pač bosanske vojaške enote tudi
v sami dvorani. In reakcija je bila neverjetna, najprej je bila čista tišina, ko smo zaključili, na kar je sledil pa res huronski aplavz. Huronski aplavz, kar je neverjetno. Kar seveda govori o tej neki legendarni toleranci Sarajevčanov. Mi smo takrat celo to odpravo organizirali skupaj z Irvini, skupino Irvin, in smo tudi, oni so tudi pripravili določeno razstavo in plakatov in tako naprej in razdelili več kot, ne vem, mislim, da je več kot 300 potnih listov Sarajevčanov, ki niso imeli svojih potnih listov. Takrat so pač imeli jugoslovanske potne liste, seveda, ki niso več veljali. Potnih listov, diplomatskih in takšnih in drugačnih, in po pričevanju nekaterih so te potne liste tudi s pridom, ker Sarajevčani takrat niso enostavno mogli potovati iz Sarajeva, so bili obkoljeni, šlo je pa za nek dogovor, da oni ne smejo ven iz mesta. Ne? Razen pač pod posebnimi pogoji. No? In znana je zgodba recimo Edina Numan Kadića, ki je za NSK potnim listom uspel pač priti iz mesta brez večjih problemov, ker tisti, ne vem, francoske enote, ki so tam stražile pač mesto, so ga spustile, ker niso vedeli, kaj je to, vsi niso razumeli. Mislim, Jugoslavija je razpadala na milijon držav in še ena država več, kdo pa je vedel, kaj to je, pisal je NSK država, diplomatski potni list. In takih primerov je menda bilo tudi več, tudi sam sem to izkusil z svojim lastnim NSK potnim listom, da sem v bistvu uspel potovati preko določenih držav in dobil tudi štempelj. Njihove uradne štemplje. Takrat ob tem obisku Sarajeva je bil legendaren tudi ta govor Petra Mlakara, ker on v bistvu Sarajevčanom obljublja, da zmagali boste, ne spomnim se točno besed, zmagali boste, in konča s temi besedami, ki vsi vemo, kaj pomenijo, to vam ja garantujem. Ja, ne vem sicer, če je bilo to res v Sarajevu, mislim, da je bilo to v Beogradu, ta izjava, lahko pa, da smo jo tudi v Sarajevu ponovili, ampak ja, Peter Mlakar je imel govor, ki je govoril seveda, jaz mislim, da je klasično seveda pri njemu je najprej govor o Bogu in tako naprej. Na zaključku pa mislim, da je z pozivom k odpuščanju, kar je bilo v tistih časih kar radikalno. O teh pričevanjih, kako so ljudje z NSK potnim listom potem prehajali ven iz obkoljenega Sarajeva, to v bistvu o tem pričajo tudi dokumentarci. Ne? Koliko pa je zdaj državljanov NSK države? Mogoče veste, pred leti so državljani organizirali kongres, kako aktivni so zdaj? So aktivni? Mi, Laibach, priznam, da smo se da se ne ukvarjamo več toliko z državo, to smo v bistvu prepustili Irvinom, ki imajo tu večje interese, in ne glede na to, da smo pač skupaj formirali temelje za državo. Ne. Menda je državljanov, pač, ne vem, po nekih podatkih definitivno več kot 15,000, skratka, ponavljam, več kot v državi Vatikan. Naša osnovna ideja je že takrat bila, da se naj državljani sami organizirajo, da se mi ne bomo mešali v to, in se tudi organizirajo. Oni sami pripravljajo razne kongrese in tako naprej. Kaj tam počnejo, ne vem čistočno, niti nočem vedeti. Ker je v samem štartu seveda šlo za neko idejo utopično, eni pravijo anarhično. In zdaj teh držav je kar nekaj po svetu, različnih držav, ne, zelo podobnih, ki so se tudi inspirirale pri NSK-ju, pri NSK državi. Tako da pač to je nek zanimiv fenomen. NSK ni edina država. Je pa seveda v tistem kontekstu razpada Sovjetske zveze, Jugoslavije,
in ne vem, češko-slovaške in tako naprej, nekih evropskih čvrstih pravil odigrala neko svojo vlogo, ki je bila predvsem simbolna. Ko smo se dogovorili za ta podcast, je bilo to po vašem nastopu za svetovno prvenstvo v Planici. Po tej euforiji in poenotenju Slovencev, kot ga redko vidimo po tem nastopu. Ne? Po tem nastopu v Kranjski Gori so vam namreč ploskali vsi, levi, desni, bili ste ponos in heroji slovenstva, k temu še prideva zdaj. In evo, dober teden kasneje pa lahko rečem, da vam zaradi te zadeve z Ukrajino malo kdo v Sloveniji ploska. Kaj vse se zgodi v enem tednu? Ja, življenje je pač polno presenečenj, ne? Ampak ta naš nastop v Planici je bil seveda tudi v nekem smislu že skoraj preveč kičast in smo morali nekaj narediti, da smo to malo postavili spet na svoje mesto, ker bi bilo težko živeti s tem, da nam vsi ploskajo, ne? Laibach je pač takšen, da težko prenaša samo aplavze. A pa vas je presenetilo, kar je nenavadno pri... Ni nas presenetilo. Mislim, mi se zavedamo pač tega. Mi tudi znamo, če želimo, ne, in tudi se trudimo v to smer, da seveda, da smo združitelji v osnovi, ne. Ampak ne za ceno klečeplazenja oziroma česarkoli takšnega, zanikanja nekih naših osnovnih idej. Ampak mi ne pristajamo na delitve leve in desne. Mislim, to se zdaj mogoče zveni precej naivno, ampak pahorjansko, če hočete, ampak res verjamemo, da so potrebne obe dve roke pri gradnji stavbe in nadstavbe. Vodja in režiser te prireditve Miha Krušič je rekel, da so želeli proslavo kontrasta, kar Slovenija tudi je. Torej, bili ste vi Laibachi tukaj in vsi, ki so sodelovali pri tej pesmi Oj Triglav moj dom, pa DJ Umek, ansambel Saše Avsenika. Kakšne kontraste vidi v Sloveniji Laibach? Pa ni samo Slovenija polna kontrastov. To je normalno za vsako državo. Jaz mislim, da normalna država mora biti seveda polna kontrastov, mora biti polna nasproti. To je logično, to je pač stvar, to je klasična dialektična proces, teza, antiteza, sinteza in tako naprej. In to ni nič nenavadnega za Slovenijo. Slovenci niso nič posebni v tem. Oprosti. Ja. Prostite. Že v redu. Laibach, Silenci, Severa Đurin, Tomi Meglič iz Siddharte in v tej pesmi Oj Triglav moj dom. Kako je nastajala v tej obliki ta pesem? Kakšno je bilo to sodelovanje Silenci? Kdo je dal idejo? Kako, zakaj? No, ideja je zares osnovna ideja, da so povabili Laibach, Avsenike in Umeka je prišla iz vodstva Smučarske zveze. Mislim, da je bil, kdo je že, Tomaž Šušteršič, če se ne motim. In v tem kontekstu smo mi razmišljali, kaj bi bila primerna, vsebinsko primerna zgodba, primerna skladba, da jo odigramo, da jo priredimo za takšno prireditev in smo se odločili za Triglav, Oj Triglav moj dom, klasično staro slovensko ponarodelo pesem iz konca 19. stoletja in smo jo pač priredili v sodelovanju z Silenci, predvsem Silenci, in povabili smo v ta projekt tudi pač Severo, Tomija Megliča in Slovenski filharmonični zbor in pihalce oziroma trubilce Slovenskega simfoničnega orkestra. A vas je presenetilo ali pa vam je bilo hecno, da se je ta wow moment v Sloveniji, to poenotenje glede Laibacha in to vse splošno navdušenje zgodilo ob pesmi oziroma v nastopu, ki so ga vsi, torej, tako kot sem rekla, levi, desni, feni, ne feni, športniki, ne športniki, domoljubi, intelektualci, otroci, stari, mladi, vsi, ki so ga vzeli dobesedno. Skratka, ko je bila neka vaša stvar,
nek vaš izdelek konzumiran povsem dobesedno, brez pervertiranja, brez ironizacije, brez metaforike. Kaj vam to pove? No, tudi mi smo šli v to zgodbo brez kakršnega cinizma. Seveda, tudi smo Slovenci, tudi sami, da pač čutimo nek ta, recimo, pozitivni nacionalizem, ne, do teh naših osnovnih simbolov, Triglav, ki je seveda tudi širši simbol, ne samo slovenski, in pač pomemben zgodovinski simbol, predvsem v kontekstu Rapalske pogodbe. In tudi sami smo šli na Triglav. Kdaj? Spadamo med tiste, ki so bili na Triglavu. Obstajajo dokumenti, obstaja tudi film, ki smo ga takrat posneli na Triglava, to je bilo leta 1989. Takoj, ko smo prišli iz New Yorka, smo šli na Triglav, veselo, cela odprava. In ja, to je z naše strani bilo to brez kakršnega cinizma in mislim, da se je to poznalo in da so ljudje to zaznali in da so pač odreagirali tudi oni iskreno. Krst pod Triglavom Še to bi mogoče oprosti rekel, da živimo pač v takih časih, ne, ki so po neki definiciji cinični sami po sebi. In nas so konstantno spraševali v zvezi s to skladbo in s tem nastopom v Planici. A boste pripravili kakšno subverzijo, kje se skriva zajec, ne? In tako naprej. Mi smo rekli, ne, to je subverzija je tu v bistvu v tem, da ni subverzije, ne? Da pač, da smo iskreni v tem, kar pač počnemo, ne glede na to, da je mogoče sama beseda iskrenost obrabljena in da se tako obesijo na njo seveda, kako se temu reče, kaj se že, no, vultures, te ptice, ujede. Ne glede na to, je ta iskrenost, ta izvedba z naše strani dejansko res bila takšna, kakršna je bila. Nismo tu hoteli biti preveč pametni. Samo želeli smo si pač res sestaviti nekaj, kar je emotivno in kar je slovensko, recimo. In kaj je to, zaradi česar je šel ljudem srh po telesu, kot so rekli? Kaj je v tej pesmi? A je to ta kombinacija teh ustvarjalcev? Kombinacija Triglava? Ja, mislim, da vse. Treba je tu izpostaviti tudi izjemne projekcije, ki so zdaj na videu, projekcije, ki jih je ustvaril v bistvu naš tim, sodelujoči tim Aka in Luka, oziroma Komposter, ki so pač izjemne. In seveda luči in plesalce in Miha Krušiča, ki je tu res upravil fantastično delo kot režiser. Ne glede na to, da ni bilo veliko časa, ne. In pa vse nastopajoče kostumografe, vokaliste, ne vem, mogoče je šel srh ljudem, pač ne vem, mogoče zaradi našega vokala, glavnega. Pridva tudi še k njemu. Oziroma zaradi vseh. Krst pod Triglavom je predstava iz leta 1986 v Cankarjevem domu igrana. Laibach ste bili sestavni del te predstave, takrat v Cankarjevem domu. Kaj je torej Triglav za Slovenijo in za Laibach? Se vračate k njemu? Ja, seveda Triglav je pač najvišja točka v Sloveniji, ne? Kar pomeni, da se Slovenija najbolje vidi iz Triglava. Je simbolna točka, mi nimamo prav veliko Alp, ne? Ampak imamo pa tudi Alpe. Slovenija je mala, nima veliko morja, ampak ima pa tudi morje, ima odlično geostrateško pozicijo, geografsko pozicijo, fantastično, ne? In to smo res lahko pač veseli, da je tako, ne? Triglav je zanimiv, mislim, še enkrat ponavljam to, da je bil recimo po prvi svetovni vojni, ne, po Rapalski pogodbi je bila meja praktično 2 metra od Aljaževega stolpa. In vedno, kadar se zgodi kakšen pomemben politični premik v zgodovini Slovencev, vedno se ponavadi grejo ljudje najprej na Triglav in tam postavijo zastavo, zapičijo zastavo, ne.
Tudi mi smo že oblekli, kot sem rekel, smo bili na Triglavu in smo oblekli enkrat Aljažev stolp v svojo zastavo. Ne. Imate s Triglavom še kakšen plan? Več je referenc. Ne vem, Triglav je, najdete ga tudi, zdaj bom naredil malo reklame, ne? Najdete ga tudi mi smo 1. januarja izdali novo ploščo, ki je sicer mogoče zveni drugače kot pesem Triglav moj dom, bolj je eksperimentalna, industrijska, z njo se vračamo v svoje rdeče revirje. Tudi naslov plošče je Skice iz rdečih revirjev in v nekem smislu ta plošča razlaga neke osnovne razloge, zakaj je Laibach pač nastal v Trbovljah in kako da ima takšno estetiko oziroma kako da je imel takšno estetiko v začetku 80. let. In tudi tam je referenca na Triglav. Namreč zelo pomemben del zgodovine Trbovlj je upor proti Orjuni. Orjuna, organizacija jugoslovanskih nacionalistov. V Trbovljah je datum, ko se je zgodila bitka v Trbovljah med Orjuno in takrat rudarji, komunisti. Orjuna je bila precej antikomunistična tudi. In čeprav so bili rojalisti, oni so bili za Jugoslavijo, oni so bili antifašistično usmerjeni. Orjuna je bila to je zanimivo, antifašistično usmerjena in je tudi v bistvu v nekem smislu inicirala ustanovitev Tigra, ne? Prve praktično organizirane antifašistične gibanja v Evropi. Ne? Skratka, Orjuna je en precej hecen moment, precej hecen, težko je razumeti točno, kakšna je bila njihova intenca. Bili so realisti, svojo bazo so imeli v Splitu, kar je zanimivo, menda so večinsko bili tudi Hrvati po nacionalnosti, ampak tudi Slovenci in Srbi in tako naprej. Borili so se proti temu, da se Dalmacija vrne Jugoslaviji, kraljevini Jugoslaviji in Istra in pač tisti del Slovenije, ki je bil odrezan po Rapalski pogodbi. Ne? No, ne glede na to, oni so bili antikomunisti in so prišli v Trbovlje razvijati svoj prapor in je prišlo do bitke takrat med trbovskimi rudarji in komunisti in Orjuno. Zakaj se je to zgodilo, zakaj je prišlo do te bitke, zares ni čisto jasno. In za nas je bil to zelo pomemben moment, prav ta konflikt med pač rdečimi komunisti in Orjuno, ki je v nekem smislu izgledala in delovala kot, recimo, imela je podoben imič kot fašisti, ampak bila je antifašistična, kar je zelo zanimiv moment. Orjuna je tudi, znane so slike, fotografije Orjune na Triglavu. In če pogledate tiste dve, mislim, da obstajajo neke dve fotografije, zanimivo je, Orjuna je na Triglavu, sedi pred Aljaževim stolpom v svojih pač uniformah z orožjem, 2 metra stran od italijanske meje. Na Aljaževem stolpu se vidi napis Marinetti, ki ga ni Orjuna seveda napisala, ampak grafit Marinetti. To je en tak zanimiv moment iz zgodovine umetnosti oziroma zgodovine Laibacha oziroma zgodovine začetka stoletja. Za nas je pa Orjuna takrat bila, iskreno priznam, tudi precej inspirativna. Takrat smo rekli, to je pravi rock'n'roll. Ampak verjetno ne v smislu idej, ali? Pa se pravim, te ideje, kar se tiče Orjune, niso bile jasno definirane. Mislim, mi smo jih doživljali seveda kot konstantno negativne, dokler pozneje nismo prebrali tudi neke druge interpretacije, ki pa mogoče niso samo izključno negativne. Tudi Orjuna je bila v 6. januarski diktaturi prepovedana. Skratka, ne glede na to, da je bila izrecno pripadna kralju in je bila rojalistična stranka. Ampak simbolika, ki ste jo uporabljali v teh, pred par leti ste praznovali 40-letnico delovanja, leta 80 ste bili Laibachi ustanovljeni. Vsa ta simbolika, ki ste jo uporabljali ali pa še uporabljate, torej križ Črn-Malevičev, ki je nekoč... Ni Malevičev križ. No, povzet po Malevičev, lahko rečete. Ne.
Ne. To je velika napaka Okay. v kontekstu interpretacije našega simbola. Križ je pač starejši simbol od Malevičev. Križ je bistveno ožji in je predvsej opredeljen pač skozi njegov način razmišljanja o ikonah in tako naprej. Križ je prastari simbol in je v bistvu mogoče najbolj univerzalen simbol. Jaz sem bil tudi v Betlehemu, v tisti votlini, kjer naj bi se Jezus rodil. In sem dejansko videl križ na stropu, enak kot ga mi uporabljamo. Celo križ skoraj z občeniki naokoli. Skratka, križ je en prastari simbol in ima različne možne aplikacije, razumevanja in tako naprej. Nek univerzalni simbol, praktično brez vsebine, zaradi te množične vsebine. Skratka, vsak ga lahko napolni za svojo vsebino. Ni Malevičev simbol, to bi bilo preosko, to je pač Laibach križ. Okay. Torej, Laibach križ, ki je nekoč nastopal celo na mesto imena, ko je bilo prepovedano ime Laibach. Takšna je funkcija simbola. Tako. Pa rogovje, planika tudi, militaristični simboli, totalitarni simboli, omenjali ste rdeče revirje in vse, v bistvu, kar ste tam pobrali v rdečih revirjih, nekaj od zgodovine ste pač razlagali. Ta eklekticizem simbolov, recimo ob nastopu v Severni Koreji, skratka simboli povsod. A vas kdo v zvezi s tem še vedno vpraša, če ste nacisti? Mislim, še dobivate to vprašanje? Ja, seveda to nas sprašuje konstantno, ampak to je naivno vprašanje. Mi smo dejansko na to odgovorili z nekim dovtipom, da smo nacisti toliko, kolikor je bil pač Hitler umetnik. Oziroma, eni pravijo slikar, ampak slikar je on bil. Vprašanje pa, če je bil seveda umetnik. Ne glede na to. Ja, simboli tako, kaj ne rečem, seveda smo uporabljali simbole. Simboli so neka pač grafična podoba vsebine, oziroma najbolj zanimivo je to, da recimo, ko smo bili, v New Yorku, in smo nosili. Najbolj zanimivo je to, da v bistvu v tistih časih, ko smo uporabljali recimo veliko tega lovske uniforme, jeleni, da so v tujini vsi govorili, da to pa so slovenski nacionalistični simboli. Sploh ni res. Vsi ti simboli so univerzalni. Prideš v Ameriko, v Washington in vidiš ogromen spomenik jelena. Simbol jelena, najdeš ga v Evropi praktično povsod. Pa ne samo v Evropi, tudi na Kitajskem smo ga našli, tudi na, skratka, tudi v Iranu. To so univerzalni simboli zares. Univerzalni simboli. Tudi naše lovske uniforme niso bile slovenske, to smo mi nabavili nekje, v Londonu, v second handu, suknjič iz Švice, hlače iz Anglije in tako naprej. Skratka, to je bilo zmetano skupaj z vseh koncev in krajev, in ni bilo nič v tem smislu slovensko nacionalističnega. To so pač zares univerzalni simboli. Kot pravi Aleksej Monro, kulturni zgodovinar, ki je o Laibachu in umetniškem kolektivu Neue Slowenische Kunst napisal 2 knjigi, Laibach je razbito zrcalo, skozi katerega gledate diabolične moči prihodnosti. Je pa rekel tudi, da je vaša publika, to, ko smo delali ob 40-letnici skupine En dolg prispevek v Fokusu, je o vaši publiki rekel, da to so vsi, so škofje, pogani, diplomati, kuratorji, tajna policija, antiglobalisti, protiteroristična policija, aktivisti, karabinjeri, akademiki, oglaševalci, psihologi, finančniki, anarhisti, oblikovalci, punkerji in mnogo več. Koga vidite na koncertih zadnje čase? Vse te? Ja, mislim, naša publika je precej pisana, zdaj bo še bolj verjetno po Triglavu. To je tudi naš namen, mislim, še enkrat ponavljam, kar se tega tiče, nimamo specifične in se ne želimo specifične publike, ki bi poslušala mogoče samo en žanr, oziroma ki bi verjela, da je Laibach samo točno
točno, ne vem, to, kar si oni predstavljajo. Ne, mi pač, čeprav seveda to ni ekonomsko najbolj smiselno, ampak mi radi razbijamo predstave naše lastne publike o tem, kaj mi smo, in radi širimo v bistvu to svojo publiko. Radi jih tudi konfrontiramo med sabo. Ne? In smo, kar se tega tiče, smo precej široki. Mi nikoli nismo zavračali nobene publike, tudi skrajno desničarske ne. In seveda pač je zaradi te naše odprtosti so nas tudi precej napadali, ne? Ampak dopuščamo možnost, da pride publika na naš koncert in se ne strinja seveda z nami, oziroma gre ven z neko drugo vsebino v glavi in tako naprej. Skratka, na vaše koncerte v bistvu hodijo tako skrajni levičarji, anarhisti, kot skrajni desničarji, oboji mislijo, da nagovarjate dobesedno njih, ne? Vse bilo je tako. Ja, ampak nihče od njih ponavadi ne odide popolnoma zadovoljen, ker je vedno en del tega, kar pač jim serviramo, ni v skladu z njihovim svetonazorjem, prepričanjem. Kot je nekoč rekel Slavoj Žižek, Laibach ne deluje kot odgovor, ampak kot vprašanje. In pri tem Triglavu, pri tem komadu se mi postavlja vprašanje, ali je v bistvu to poenotenje tudi posledica tega, da tukaj niste delovali mogoče kot vprašanje, ampak zgolj kot odgovor. Je to možno? Ne, to je vprašanje. Trenutno je še vedno aktualen vaš projekt Love is Still Alive. Zakaj je ljubezen še živa in kje je še živa? Ja, no, ta projekt je v kratkem izide tudi vinilna. CD je že zunaj, gre za extended EP, no, kot se temu reče, razširjen single z 8 verzijami ene skladbe. V kratkem izide tudi vinilna verzija in igrica računalniška, ki jo pripravljamo na to temo, ki bo zelo zanimiva, poučna. Gre pa za to, ta projekt se nanaša na film, za katerega smo delali glasbo, in sicer Iron Sky, The Coming Race. Tudi glasba iz tega filma bo išla v kratkem. Film govori o koncu sveta, govorijo o kataklizmi, nuklearni, o pač ukinitvi življenja na Zemlji in ukinitvi življenja na Luni, ki se je tudi v tem nuklearnem medplanetarni vojni, ki se je zgodila, oziroma ne medplanetarni, ampak pač vesoljski vojni, ki je raztrešila tudi Luno, kjer so živeli zadnji ostanki človeške civilizacije oziroma ljudi, ki so prisiljeni seveda s tem razpadom Zemlje in Lune se ukrcati na vesoljsko ladjo in iti iskati nov planet, ki bi ga eventualno lahko naselili in ga potem seveda posledično tudi verjetno uničili. In to je Mars, njihov cilj je Mars, in v tej naši zgodbi Love is Still Alive, ki je sama skladba, je del filma, tudi zaključni del filma. V tej zgodbi pač ta preostanek ljudi potuje po našem Osončju in poskuša seveda priti do Marsa, kjer bi lahko nadaljevali to življenje. Zakaj? Zato, ker je, seveda pač ljubezen je še vedno živa, ne? In dokler bo ljubezen živa, ljubezen, ki je največja sila v vesolju, ne? To je naša stara tema. Mi smo že dolgo časa nazaj, že v 80-ih letih napisali skladbo Ljubezen je največja sila, ne? In zdaj pač smo izdelali to skladbo. Ljubezen je še vedno živa. Ljubezen je najmočnejša sila v vesolju in v pozitivnem in v negativnem smislu. In ravno zdaj snemamo novo skladbo, ki se pa reče Motor preživetja, ki tudi govori o ljubezni. The Engine of Survival. Skratka, to je to, kar se tiče Love is Still Alive. Iščejo nov planet, recimo, da ga bojo kolonizirali, recimo, da jim bo uspelo vzpostaviti neko civilizacijo oziroma življenje, če ga bojo seveda dosegli.
In verjetno ga bojo pač posledično tudi uničili, ker je pač ljubezen tista sila, ki ustvarja in ruši. Še vedno je živ tudi projekt Alamut, izvorno simfonično delo skupine Laibach. Glasbo za Alamuta je napisal član skupine Luka Jamnik. V sodelovanju z dvema iranskima skladateljema, sodeloval pa je tudi iranski pisatelj in novinar Ameri. Kako drugačna je vrednost Alamuta, ko je v glasbi, oziroma zakaj ste želeli prav to delo videti v glasbi? Več razlogov je za to. Eno je pač ta naš firbec, kako se to reče po slovensko, zvedavost, radovednost in pa naš avanturizem. Ne? Pa nam je v osnovi, priznam, bolj zanimivo nastopati v državah, kot je Severna Koreja in Iran, kot pa v recimo Severni Ameriki oziroma v Zahodni Evropi. Seveda oboje je potrebno, ampak bolj nas zanima, kako je možno postaviti, kako se je možno ubesediti oziroma v nekih kontekstih, ki niso delani po, recimo, po nekih praktičnih modusih. Ne. Zanimala nas je situacija v Iranu, glede na to, da je Iran konstantno označen tako negativno, kot je, zato smo tudi obiskali Iran večkrat in smo se odločili, da v tem kontekstu poskušamo poiskati skupino ljudi, pač ustvarjalcev v Teheranu, v Iranu, s katerimi bi lahko mogoče ustvarili skupno delo, in sicer logično je, da najbolj logično skupno delo bi bila pač zgodba o Alamutu, ki ga je napisal Vladimir Bartol, slovenski pisatelj. Napisal ga je tudi kot v nekem smislu kot svoj komentar oziroma svojo reakcijo na takrat vzhajajoči fašizem v Evropi, ne, v Italiji predvsem, in je tudi hotel cinično posvetiti svojo prvo izdajo Alamuta Mussoliniju. In v Iranu Alamut oziroma glavna oseba v tej zgodbi, ta samooklicani prerok in filozof Hasan ibn Saba, ki je predvsem makiavelistična oseba, je seveda je cenjen v kontekstu njihove zgodovine, ne spada pa v neko uradno linijo, religiozno in tako naprej, in obstaja do njega precej zadržkov. Ampak zgodba o Alamutu je znana, tudi v Iranu, in mi smo seveda na ta način hoteli povezati Slovenijo in Iran in narediti neko našo interpretacijo tega Alamuta, ker gre za blazno zanimivo zgodbo. Precej je tudi bila interpretirana v različnih kontekstih v popularni kulturi, od Marka Pola do Williama Burroughsa in še mnogih drugih. Skratka, mi smo seveda hoteli postaviti neko našo lastno interpretacijo, ki bi jo na vsak način radi predstavili tudi v Teheranu in v sodelovanju z teheranskim oziroma iranskim simfoničnim orkestrom. Bili smo že precej blizu, da bi se to zgodilo. Nažalost se je zgodil COVID, nažalost se je zgodila menjava njihove vlade, nažalost se dogajajo stvari zdaj v Iranu, oziroma ne vem, če je to nažalost, stvari, ki se dogajajo, praktično revolucija. Ne. Tako da pač bomo s tem morali še malo počakati, bomo pa predstavili Alamuta ponovno, verjetno oktobra. Upamo, da definitivno v kontekstu slovenskega knjižnega sejma v Frankfurtu 19. oktobra. Upamo, da v Cankarjevem domu v Ljubljani 14. oktobra, upamo, da v Trstu v teatru Rozeti 16. oktobra in upamo, da v dvorani Vatroslava Lisinskega v Zagrebu 23. oktobra. To so vsi relevantni prostori, ki se v nekem smislu nanašajo tudi na samo zgodovino Bartola. Bartol je živel v Trstu in v Ljubljani seveda. In knjiga Alamut pa je knjiga, ki je pač ena od najbolj znamenitih knjig, ki so bile pač napisane v slovenskem jeziku. In upamo, da kdaj tudi v Iranu, ko bo bolj svoboden, svobodomiselen in naklonjen človekovim pravicam. Ja, se trudimo.
Ko jaz rečem, pride Laibach, vsi pričakujejo, da pride Milan Fras. Vedno. Jaz sem Milan Fras. Kako fundamentalno je ta podoba, lik Milana Frasa na odru zaznamovala ikonografijo Laibach? Ja, pač je. On je tudi simbol, ne? Ja. Fundamentalen simbol. Vsi smo v bistvu simboli v nekem smislu. Eni simboli so bolj izpostavljeni, drugi manj. Ampak naši obrazi, naša zunanja podoba je simbol, je sestavljena iz simbolnih elementov. Ja, pač neki simboli so enostavno bolj dizajnirani kot drugi, ne? Bolj uočljivi in tako naprej. On je močen simbol na odru, on je moj alter ego na odru, recimo jaz sem njegov alter ego, ki je drugje. On je predstavnik, v bistvu je glas skupine, v tem smislu je seveda predstavnik skupine. Seveda pa je Laibach še vedno kolektivna formacija. Kolektivna formacija, ne smemo pozabiti, kjer sodeluje ogromno nekih ljudi, ki imajo tudi svoje imena. Mi smo radi, kar se tega tiče, smo zelo totalitarni in smo v bistvu najraje se držimo recimo anonimnosti, če se le da. Zato smo tudi že v samem začetku izjavili, da pač je Laibach kolektivno anonimno telo, stroj, ki vključuje pač različne elemente, ki skupaj sestavljajo to mašino, ne. Takrat smo tudi izbrali 4 psevdonime: Eber, Saliger, Dachauer in Keller, ki so nekakšni režimski umetniki iz zgodovine nacikunsta. Skratka, ki nimajo nekih pretenzij, da ustvarjajo neko veliko umetnost, ki služijo narodu dobesedno, ne. Služijo režimu, konec koncev, ne glede na to, kakšen režim je na oblasti. Ki so inženirji človeških duš, to je stara stalinistična definicija umetnika. Skratka, seveda pa ti ljudje so zelo pomembni in teh je kar precej. Mi imamo ogromno sodelavcev in radi širimo te svoje sodelavce. Tisti, ki seveda želijo nastopati s svojim imenom, lahko. Če se vrneva za trenutek v ta Kijev, ki ga zdaj ne bo, ali pa mogoče upajmo bo. Želeli ste rekli, vrniti Eurovizijo tja, kamor sodi, torej Ukrajino. Na Hrvaškem, kjer letos na Eurovizijo pošiljajo sloviti band Let 3, je v Jutranjem listu Aleksandar Dragaš komentiral, da je, preden ste napovedali nastop v Kijevu, ravno želel predlagati, naj Slovenci naslednje leto pošljemo na Eurovizijo Laibach. Bi šli, če bi vas prosili? Ali pa če bi vas izbrali tako kot letos Joker Out? Verjetno ne. Mislim, da smo prerasli to Eurovizijo, ne, pač bi pa z veseljem, še enkrat ponavljam, nastopali v Euroviziji v Kijevu, v tej naši lastni predstavi Eurovizije. Mislim pa, da smo to klasično pač evropsko Eurovizijo presegli. Priznam, včasih smo razmišljali o tej opciji tudi sami. Smo razmišljali o tej opciji tudi sami. Zdaj pa nas to ne zanima nič več. Okay. Kaj pa sicer mislite o Let 3 ali pa recimo o lanski fenomenalni srbski Konstrakt? Sem kar sama povedala, kaj mislim. Konstrakta. Ja, mislim, tudi konec Eurovizija, seveda je to en velik cirkusantski dogodek, ampak zakaj ne? Tudi v kontekstu takšnega dogodka lahko v bistvu premikaš neke določene meje in lahko v bistvu dodajaš neko novo vsebino. Mislim, možnosti so, lahko seveda prideš tudi za kvalitetno skladbo in to, kar je Konstrakta kar je ponudila, kar je seveda naredila, je bilo izjemno. Ta skladba je zelo zanimiva. In polna simbolov. Polna simbolov in mi se tudi poznamo z Konstrakto. Mislim, da nam je tudi ona naklonjena. Kar se Let 3 tiče in te njihove skladbe, pa tudi to je verjetno najbolj primerna skladba v tem času za takšen cirkus, ne. Gre za nek zelo posrečen dadaističen cirkus, ki je na mesto. Oni pa neposredno Putina nagovarjajo, ne? Če se vrnem na začetek.
Kakor jaz vem, so zares najprej hoteli izdelati skladbo Apokalipsa, 4 jezdice Apokalipse, in so pa spremenili odločitev, ne vem zakaj, ampak se Putina ni tako težko nagovarjati. Veste. Mislim, Putin je popularna ikona ta moment. Zelo enostavno je, enostavno je seveda blatiti Putina na celi črti, ne? Enostavno, mogoče si to tudi, verjetno si to tudi zasluži. To je najmanjši problem v teh časih in tudi blatiti in vse pač politike, vse zato so, oni so tam za pač tudi en tak strelovod, ne. So simboli, ki jih je treba, seveda, mislim, si jih lahko privoščimo. Ampak ta simbol, ki izvaja pač, kot smo rekli, agresijo in ki je tudi dobeseden. Ja, seveda. Kako se tudi za nazaj vzpostavlja zgodovina Laibacha? Ali nekateri dogodki, dogajanja osebe dobivajo dodatne pomene, ali se ti pomeni mogoče z leti izčistijo? Ali odmevajo torej Laibach po več desetletjih drugače, kot so takrat, ko se je nekaj zgodilo? Kako čisto osebno vi to vidite? Lahko, oprostite, ponovite vprašanje. Kako se mogoče tudi za nazaj vzpostavlja zgodovina Laibacha? Gledala sem recimo ta film LP, ne, Laibach. In tam recimo režiser Igor Zupet dobro pove, ne, pravi, da je bil največji izziv v tem filmu, kako prikazati Laibach tam, kjer oni sami sebe ne vidijo, oziroma ne želijo videti, oziroma ne želijo, da drugi to vidijo. Kaj je torej tisto, recimo, kar ne želite videti, da drugi vidijo, ali pa kar zdaj ne želite, da drugi vidijo? Je to neko to usmerjanje pogleda, zelo hierarhično, strogo, recimo, je to del mistifikacije Laibacha, ali je to nek obrambni mehanizem? Skratka, ta pogled nazaj, ali se spreminja, ali se v bistvu z njim spreminja zgodovina Laibacha? Mislim, interpretacij v zvezi z Laibachom, teh interpretacij obstaja ogromno. In seveda obstajajo različne interpretacije, od teh, da nas nekateri pač precenjujejo, drugi nas zavračajo maksimalno, kakršnokoli vrednost in tako naprej. Mi o tem ne moramo soditi. Mislim, to prepuščamo seveda interpretatorjem in zgodovini. Verjetno vsaka od teh interpretacij nosi tudi en del resnice, ne. Verjetno pa je ta kompleksna resnica nekakšen seštevek vseh teh interpretacij. Za nas je to pač sicer fino poslušati, ne, kaj smo delali in kaj smo predstavljali, in je tudi za nas poučno v nekem smislu, ker včasih te interpretacije potegnejo ven kakšno vsebino, ki sami o njej sploh nismo razmišljali takrat. In to je zanimivo, ampak to se nas ne tiče nič več. Ne. Tiče se nas seveda posredno, ampak nas v kontekstu tega, kar počnemo, nas zanima, kaj bomo zdaj naredili, kaj bo naša naslednja poteza, kako lahko v bistvu poiščemo nekaj, kar se nam zdi mogoče v tem smislu relevantno zdaj, danes. Ne. Seveda pa je vse, kar počnemo, počiva na tej neki naši zgodovini in imamo zato toliko večjo odgovornost. Ne. Bistveno težje je seveda v tem mediju obstajati 40 let in več, pa da ostaneš v nekem smislu relevanten, kot pa da se mu prideš hipno za par let na sceno in pol izgineš, kar se dogaja, večinoma, kar se dogaja. Ne. Govorim tudi o tem obdobju 80 let, ko je obstajala prepoved, ko ste bili v bistvu mladi, ko ste bili ustanovljeni, mislim, da ste bili stari 21, knez, mislim, da je bil star 19 let, v bistvu nekih teh sedanjih gabaritih ste bili praktično še otroci. Ne? Zato sprašujem o tem pogledu nazaj, zato se vračam v 80 leta in tudi, kot ste sami rekli, je verjetno tudi ta začetek del te odgovornosti, ki jo čutite ali pa bi jo mogli čutiti zdaj. Ne? Ja, mislim, pravim, da tudi mi sami se prej sprašujemo. Ne? Klasičen primer je ta album, ki smo ga letos lansirali, ne? Sketches of the Red Districts, skice iz rdečih revirjev, kjer prej sprašujemo neke
svoje zgodovinske recimo, temelje in jih poskušamo razumeti. In jih dajemo ponovno v neko interpretacijo oziroma v možnost interpretiranja. Ne. Ja, to je pač te navlake zgodovinske je precej v zvezi z nami, ne ponavljam. In mi se seveda izogibamo temu, da bi se spuščali na striktno ali pa izključno ali pa ne vem, na preveč emotivno plat te zgodovine, ne? Ker pač gre za neko, kot rečeno, gre za neko kolektivno ekspresijo, ki je posrkala vse te ljudi, ki so jo ustvarjali, ne? In jih ne želimo izpostavljati ravno zaradi tega, ne? Ker gre za kolektivno akcijo. Vsi smo sodelovali. Laibach ima svojo, tudi tragično zgodovino, ki je uničila oziroma tako ali pa drugače, seveda posledično kakšnega od naših sodelavcev in tako naprej. Mi imamo velike te, recimo, tragične personalne zgodovine, ampak o tem to ne želimo izpostavljati, ker konec koncev gre za, mislim, da večina skupin ima to, no. Veliko skupin ima to. Vse, če samo pogledate Beatle in Rolling Stones in tako naprej. Ne. Ampak zdaj ste govorili verjetno o samomoru Tomaža Hostnika. Samomor Tomaža Hostnika ni edini, tudi kakšni drugi naši sodelavci so bili so šli v ta ekstrem, ne. In veliko je norosti bilo vključene v to našo zgodovino, ampak to so intimne stvari, ki to ni naša, to ni tisto, kar želimo seveda projicirati v tem našem delu. No. Vas pa verjetno je zaznamovalo kot kolektiv, ker ste kolektiv. Seveda nas je. Kolektiv je pač to, mislim, kolektiv je seveda zbir vseh teh intimnih in skupnih lastnosti in tako naprej. Ne. Kakšna je bila torej evolucija Laibacha, če lahko pogledamo na teh 40 plus let? Je revolucija ali evolucija in predvsem, kako se je Laibach spreminjal, recimo, če pogledate zdaj na 40 letja plus nazaj? Mislim, definitivno je evolucija, ampak mi se dejansko res trudimo, ne, in upamo, da imamo še toliko moči, da postavimo samega sebe pod vprašaj, ne, konstantno. In pač to počnemo, to delamo in še vedno smo delč od tega, da bi bil denar glavni razlog, da to počnemo, ne, absolutno ne. Še vedno imamo to radoživosti, še vedno pač odkrivamo, še vedno smo raziskovalci in eksperimentiramo in v nekem smislu nas to vleče naprej. Ne. A je možna, ja? Ne. Je možna kdaj ukinitev Laibacha? Je možno življenje po Laibachu, po teh 40 plus letih? Pa bomo videli, ne. Bomo videli, kaj bo čas pokazal. Jaz mislim, da je seveda, mi smo tudi inicirali kar precej recimo nekih drugih in vplivali na ogromno skupin, ne, v tujini. In to ne samo na neke brezvezne skupine, ki jih nihče ne pozna, ampak na velike skupine. Ne. Recimo Rammstein, ki so pač največja skupina v Evropi, verjetno ta moment. Pa tudi na kakšne druge v Ameriki, ki so odkrito priznavali, recimo, ne vem, Nine Inch Nails in tako naprej, odkrito priznavali, da so se v veliki meri inspirirali pri Laibachu. Ne. Super. Oni so pač, mi smo mogoče delali namesto njih, ne, oni so pa služili namesto nas. Če bi Laibachu dali Prešernovo nagrado, bi jo sprejeli? Bomo videli, če bo do tega prišlo. Bomo pa razmišljali o tej stvari. Okay. Najlepša hvala za pogovor. Hvala, enako. Hvala tudi vsem poslušalcem in poslušalkam, gledalcem in gledalkam. To je bil še en podcast in vidimo se in slišimo spet zelo kmalu.